skupaj na zadnjem predavanju, ki ga pripravlja skupnost družin Sončnica. Prav lepo med nami danes pozdravljam doktorico Sanjo Rozman. Doktor Rozmanova je zdravnica, psihoterapeutka, že 25 let se ukvarja z zdravljenjem nekemičnih odvisnosti. Svoje delo opravlja v Zavodu Sprememba v srcu. Je avtorica številnih knjig, nekaj jih je prinesla danes tudi s seboj, ko lahko pogledate in jih tudi kupite na koncu. Na današnjem srečanju nam bo spregovorila o zasvojenosti z delom in zadolževanjem. Kadar smo zasvojeni z delom, ne škodimo samo sebi, ampak tudi našim družinam in okolici, v kateri živimo. Nalagamo si vedno več dela in vedno več obveznosti. To pa ogroža naše zdravje in naše odnose. Na drugi strani pa so ljudje, ki vedno nekaj nakupujejo in brez tega ne morejo živeti. Obnašanje postane neobvladljivo, tvegano in samouničevalno. Kako iz teh stisk bomo zvedeli danes, zato predam besedo doktorici Sanji. Hvala lepa, hvala, ker vas je toliko. Upam, da bo vam koristilo to, kar vam bom povedala. Moje delo se ukvarjam v glavnem z zasvojenostmi, ampak da takoj povem, ne s tistimi, kjer je treba kaj pojesti pa kaj popiti, ali pa taki neki, rečemo, kemični zasvojenosti, ampak je cel sklop odvisnosti, kjer ljudje nobene kemikalije ne zlorabljajo, pa vseeno so zasvojeni. In zato, da boste razumeli, kako zdaj lahko je nekdo zasvojen z delom, ko vsi delamo, ali pa z nakupovanjem, ko vsi nakupujemo, pa zakaj eni so zasvojeni, eni pa ne. Bom jaz najprej začela, pa bom razložila, kaj sploh so te zasvojenosti nekemične. Včasih, še ne tako dolgo, pa tudi ponekod še vedno, ljudje mislijo, da je zasvojenost povezana s tistim, kar poješ pa popiješ. Z alkoholom, s hrano, s drogami. In skladno s tem imajo občutek, da so te snovi tiste, ki povzročajo zasvojenost. Ampak, če bi bilo to res, potem ne bi mogel biti človek zasvojen, kadar ni nobene snovi. Zato rabimo novo definicijo, kaj je to zasvojenost. Taka definicijo, ki bo vsebovala vse tisto, kar se zgodi pri zasvojenosti, pa nima veze z nobeno kemijo. Se pravi, kaj vemo, da je zasvojenost? Vemo, da je bolezen. Se pravi, če je bolezen, to pomeni, da ne gre, da so ti ljudje, ki so zasvojeni, tako moralno sporni ali pa da so to, da se ne morejo odreči svojim užitkom, ampak da zaradi nekih bolezenskih procesov oni ne morejo reči ne, tudi kadar bi bilo dobro za njih, da rečejo ne. Se pravi, to pomeni, da je bolezen. Vemo, da je to kronično. To pomeni, da ko si enkrat zasvojen, si več ali manj zmeri zasvojen. Da to ne gre kar tako samo stran, da ni prehodno obdobje ali pa kriza, ampak če ne boš kaj naredil, če ne boš se zdravil, bo vedno hujš. Potem vemo, da zasvojenost pomeni, da se nekaj ponavlja. Kaj se ponavlja? Ponavlja se škodljivo vedenje. Lahko rečemo, da je škodljivo vedenje, če se ga napiješ, lahko rečemo, da je škodljivo vedenje, če kadiš nikotin ali pa še kaj drugega. Lahko rečemo, da je škodljivo vedenje, če se prenajedeš pa pol bruhaš, da bi shujšal. Lahko rečemo, da je škodljivo vedenje, če igraš na srečo do take mere, da upropastiš celo družino in vse zaigraš. To je škodljivo vedenje. Če me boste na koncu vprašali, a smo pa vsi zasvojeni? Ne. Pa me včasih vprašajo, a si lahko zasvojen od kvačkanja? Ne, ker to ni škodljivo vedenje. Se pravi, da lahko rečemo, da je nekaj zasvojenost, mora tista oseba vedeti, da je to narobe, da je to škodi
da hoče nehati, pa ne more, kljub temu, da hoče. To je tisto, kar ljudje, ki niso zasvojeni, ne razumejo, ljudje, ki so zasvojeni, se pa farbajo. In zato je to težko razumeti. Večina ljudi misli, da lahko vedno sami izberejo, kaj bojo delali in kaj ne. Da sam izbiraš, da imaš prosto voljo, da izbiraš recimo vedenje. Da imaš prosto voljo, če greš recimo v kazino pa igraš. Da imaš prosto voljo, če greš v oštarijo pa piješ alkohol. Ampak pri alkoholu in pri nikotinu že razumete, da včasih ljudje želijo nehati, pa jim ne rata, ne morejo. In tudi, če se resno trudijo in kdaj zdrsne, pride slab dan, pride težka situacija in prvo bojo čik pržgali. Se pravi, pri zasvojenosti se ne pogovarjamo o tem, da nekdo preveč je, preveč pije, preveč kadi, preveč igra na srečo, preveč dela, preveč zapravlja. Govorimo o tem, da ne more nehati, čeprav ve, da mu škodi. Če tega pogoja ni, potem to ni zasvojenost, pa se lahko pogovarjamo o tem, da zrihti se, malo manj deli, malo več bod z družino, premisli, kakšne so tvoje prioritete. Če je človek zasvojen, to nič ne deluje. In oseba ima posledice. Zasvojeni ljudje imajo posledice na telesnem področju, to razumemo, ne? Če kadiš, imaš raka in tako naprej, če piješ, lahko dobiš cirozo, pa vse druge bolezni. Imaš posledice na psihološkem področju, ja, seveda, spomin ti ne dela, sam sebe farbaš, take stvari. Imaš težave na socialnem področju, družina gre v franže. Ja? In imaš posledice na duhovnem področju. To pa ljudje težko razumejo, ampak nekdo, ki je tako destruktiven do sebe, seveda ne more biti v dobrem odnosu tam gor, ker samega sebe uničuje. To vse mora biti, da lahko rečemo, da je zasvojeno. Se pravi, ne gre samo za preveč delati, ne gre samo za preveč zapravljati. Ne? Gre za delati se to, kljub temu, da veš, da ti škodi, ker ne moreš nehati, ker se je nekaj zgodilo. In zdaj bom razložila, kaj se je zgodilo in zakaj. To je zdaj sam isto, kar sem že povedala. Kako pa vemo, da je nekdo zasvojen? Vemo potem, da ne more nehati. Se pravi, da če mu rečemo, počakanje, posvojenje. Še drugi se spomnite, pa ugasnite telefončke, da ne bomo zapregavali. Torej, če mu rečemo, ko nekdo pravi, jaz lahko neham, kadar hočem, a ne? Vsi tako rečejo. Jaz sem za ene, to ni res. Kako vemo, da je nekdo zasvojen? Če se s kom greste to igrco, ti si zasvojen, ne nisem, mu reče tako, 6 mesecev se ne takniti tega, pa ne namesto tega nekaj drugega, kar ima isti učinek delati, se pravi, ne zamenjati gostilno za kazino, zato ker to je hujš. Smo imeli take primere. In če ne bo zdržal 6 mesecev, pa veste, kje je. Vsak lahko zdrži en teden, vsak lahko zdrži nekaj mesecev, 6 mesecev se pa že ponavadi kaj takega zgodi, da vidiš, da človek ne more in pa se lahko pogovarjamo, kaj se je zgodilo. Bom tudi razložila, zakaj ne more. Zato, ker ko človek, ki je zasvojen,
ne dobi tistega, kar on rabi, karkoli že to je, ali je to vedenje, ali je to droga, se začne počutiti grozno mizerno. To je eno tako hudo psihološko stanje, tesnoba, tudi fizične bolečine, pa je lahko tudi sam odvisnost od odnosov. Recimo, kadar tisti, ki so odvisni od odnosov, kadar jih tisti, ki je njihova droga, zapusti, dostikrat na urgenci končajo. Jaz sem imela take primere in prav reče se temu sindrom zlomljenega srca. Pol ga dajo pa na aparate, pa nič ni videti. Ampak vsi znaki kažejo kot na srčni infarkt. To je resna stvar. Okay. To sem povedala. Kot sem rekla, da bomo zdaj lažje stvari razumeli, bom zdaj povedala, kako kemične zasvojenosti, to bi še šlo pod tisto definicijo. Pač nekaj vzameš, pa te pa tisto zaslužil. Ampak ne, obstajajo nekemične zasvojenosti, kjer ni ničesar, kar bi vzeli. Kaj pa tam deluje? To so nekemične zasvojenosti. Zdaj bom najprej naštela. Hazardiranje, ampak kakšni podjetniki, veste, kakšni tele zelo podobno kot bi hazardirali včasih. Samo grabijo in nič ne mislijo, kako bojo odplačali te kredite. In se potem zafrknejo in bankrotirajo. To je tudi lahko podobno hazardiranju. Potem je romantično sanjarjenje lahko problem. Telesna aktivnost. To ni smešno. To ni smešno, bom razložila pa. Deloholizem in te stvari sem označila, ker o tem sem vam obljubila danes spregovoriti. Tudi z duhovnostjo lahko človek zasvojen. Potem s hrano, razne oblike. Pri hrani vam najlažje razložim, da ni samo to, če imaš preveč, če se prenajedaš, potruhaš, ampak tudi anoreksija, tudi druga skrajnost, ko se ljudje odrekajo, mislim, punca poje pol jabolka na dan, v tako majhnih krhlih. In pri tem, to je smrtno nevarna bolezen. 20% smrtnosti je večja kot za prometne nesreče v tej starosti dobi. To je najbolj nevarna bolezen za mlade punce, povezana s hujšanjem. Se pravi, obe skrajnosti, ko bi rekli ta mladi, zadaneta. Ti se lahko na nek način omamljen, zadet od skrajnega hujšanja, od te ideje, da ti si toliko boljši kot drugi, zato ker nič ne rabiš, ker brez vsega živiš, brez znanja, brez odnosov, brez hrane, brez počitka. A vidite, to je ravno tako ekstrem. In zato, mogoče kakšni od vas poznate naslov ene od mojih knjig, ki je bila zelo znana pred 20 leti, Peklenska gugalnica. Minus plus, en drugega poganjata in to v bistvu poganja neko notranjo mašino, ki nastane, kateri bom zdaj razložila. Ko smo že pri mladih, moramo povedati še o internetu, o igricah, to je zelo aktualno in vedno bolj. In za našo generacijo in starejšo je to problem, ki ne razumejo, ampak to je velik problem. Imajo recimo na Kitajskem pa v Koreji, kjer je tega izjemno veliko, ker pač spodbujajo že od malega ukvarjanja z računalništvom, imajo klinike in je težko. Tudi v Novi Gorici je ta ambulanta polna mladih. To so nekemične zasvojenosti.
Zdaj pa vprašanje, zakaj nekateri ljudje postanejo zasvojeni, nekateri pa ne? Pa vsi delamo. Jaz bi rekla, nekateri ljudje so bolj dovzetni za to, bolj ranljivi, imajo slabše obrambne mehanizme. Kaj pa na to vpliva? Včasih me vprašajo, kaj je vzrok zasvojenosti? Vzrok zasvojenosti je, da je življenje težko. In ker je življenje težko, si ga ljudje poskušajo olajšati z raznimi stvarmi, ki jih malo potolažijo, ne da bi rešili probleme. In če to počneš kar naprej in ne rešuješ probleme in se kar naprej z nečem tolažiš, potem se nekaj zgodi. Tvoja sposobnost, da rečeš temu ne, čez noč neha obstajati. Ne znaš več drugače, tudi če znaš, ne moreš več drugače, ker to postane avtomatsko. To bom še malo pol pri možganih razložila. Vzrok zasvojenosti v tem smislu ne moremo govoriti o njem. Lahko pa govorimo o dejavnikih tveganja. A veste, to je tako kot pri visokem krvnem tlaku. Ne moreš govoriti, kaj je vzrok visokega krvnega tlaka, nekaj se naštela. Kaj so pa faktorji tveganja, če si moški, če si starejši, če kadiš, če imaš previsoki holesterol. Se pravi, to so vse dejavniki, ki ranljivost človeka povečujejo. In tako imamo dejavnike tveganja tudi pri zasvojenosti. In sicer dednost. Več kot 50% je dednost. A se gremo nekaj probati. Zdaj vas bom prosil, vse, da zaprete oči. Bom videla, če boš pela. In dvignite roke, samo tisti, ki ste sigurni, da v vseh sorodnikov, ki jih poznate, nimate nobenega zasvojenca. 3, 4, zdaj. Roke gor. Ja, hvala, lahko gledate. 3 roke so bile gor. 3 roke, pa tukaj nas je koliko, 80 ali več. To je slovenska situacija. Kjerkoli predavam, ne glede na to, je to klub zdravljenih alkoholikov, ali policijska akademija, ker bom drug teden predavala, ali ne vem kakšna doktorska, 5% ljudi nima sorodnikov zasvojenih. Jaz sem to že tokrat sprobala, da sem sigurna v te številke. In smo sprobali. To pomeni, da to imamo vsi, to ranljivost. To pomeni, da se ni za hecati. Ker 50% ranljivosti imate že, ki ste se rodili v to družino. Družina prispeva še nekaj zraven, ne samo dednost, ampak tudi vzgojo. In če je v družini nekdo, ki je alkoholik, je dober vzgled, kako se kaj dela in kako se kaj ne dela. In zato ljudje, ki so imeli recimo enega od staršev, ki je bil alkoholik, to je pri nas najpogosteje, redke je pa kaj drugega, pa tudi ni pa nemogoče. Taki ljudje imajo že 2 faktorja tveganja. To je pa že resna stvar. Družbeni odnos do zasvojenosti. Kaj mislite, kakšen je naš odnos kot družbe do zasvojenosti? Sem prihajala sem, pa sem šla po Vinski cesti, imamo vitezevina, pa kaj še imamo? Vinske kraljice. Ja. Ki utopi vse skrbi, v prsih upbudi. Ja. Mi smo alkoholna družba. V Evropi drugi na
po vrsti, po porabi čistega alkohola na prebivalca. To je resno. 3 je faktor. 4. je, če se vam je v otroštvu kaj hudega zgodilo. To zgodbo, kaj se pa pol zgodi, bom pa malo bolj natančno razložila kasneje. Tako sem vam pokazala, da si predstavljate vse skupaj, vsaka stvar je samo kapljica. Ampak kapljica na kapljico pelje v neko drugačno vedenje. A ne? Tukaj gor so ti faktori, ki sem jih naštela. In ta družba, ki podpira zasvojenosti, prispeva k osamljenosti. Ne? Genetska osnova prispeva k temu, da smo čisto v vsaki celici imamo ranljivost za to reč. In seveda, če imaš ranljivost, je treba samo kaj popiti in se to lepo odklene in začne aktivirati. Potem te zgodne izkušnje, to je tudi pomembno. Kakšen je slovenski stil vzgoje? Za krivdo. Zbujanje občutka krivde je tipični, Cankarjeva mama, je tipičen način, kako se pri nas vzgaja otroke. In to je hujš, kot če bi jih rekli za njih, ker jih prepriča, da niso znotraj sebe vredni dobrega življenja. O travmi bom pa posebej povedala. Se pravi, tukaj nekje se nekaj zgodi. Vsi kdaj uporabljajo, recimo, grejo kdaj kakšno srečko kupijo ali pa recimo delajo preveč, imajo obdobje, ko recimo morajo končati kakšno nalogo, pa delajo do 10 zvečer, pa eksperimentirajo včasih, pa občasno grejo preko mere, tudi zlorabljajo. Ampak za njih je droga, alkohol, vse to je samo droga. Ko pa greš preko te mere, pa postane ta droga, kako boš preživel naslednje 3 minute. To postane, ljudje to tako čutijo in zato vam to govorim, da jih boste razumeli, ker ne bo pomagalo, da jim razlagate, to njim škoduje. Oni vejo, da ne bojo preživeli naslednje 3 minute, če tega zdajle takoj ne spijejo. Tako oni znotraj sebe čutijo zaradi spremembe svojih možganov. No in zdaj bom razložila, kaj je s tem možgani. To je zdaj, ne rabite vse te slikce vedeti. Najbolj, tako bi rekla, enostavna slika možganov je tole. Ne? 2 polovice, ne? In vsaka za nekaj. Če date palce noter, pol so tole, ta del, ki so prsti, je možganska skorja. Tu smo mi pametni, razumemo, se odločamo, smo razumna bitja. Tukaj, znotraj v sredini, je del možganov, tale, kjer čutimo. Čutimo emocije, čutimo strah, čutimo željo po preživetju, čutimo, ne vem, vse to, kar človek čuti. To je tukaj not. In tukaj dol, ne, tako če bi dal roko tako, tukaj dol je pa možgansko deblo, to je tle navzadaj. In tam so pa ti centri, ki avtomatsko delajo, da ti dihaš, da ti srce bije, da sploh ne rabiš misliti, da dihaš, ker diha telo samo. In to vse deluje kot en dober sistem. Pri normalnem človeku je razum tisti glavni, vrhovni štab. In to izgleda tako. Ti začutiš lakoto v tem delu. In vidiš,
recimo tortico z možgansko skorjo. Vidiš? In bi jo pojedel, ampak možganska skorja prav, ne, če si začela dieto, danes jo ne boš pokvarila. In jo ne. Imaš možnost, ker ta možganska skorja pove, ali bomo si uresničili željo ali ne. Zato mi ločimo med potrebami pa željami, ker pri željah lahko izbereš, ali boš uresničil ali ne, in lahko odložiš to. Vse do takrat, ko rata, recimo, lakota življenjsko pomembna, ampak ko se pustili 40 dni, to ni hitro. Pri zasvojenosti se to obrne. Pri zasvojenosti čustveni del povozi razumski del. Kar pomeni, da zasvojeni resnično nimajo nadzora nad svojim vedenjem. Oni vejo, da ne smejo pojesti tortice, pa jo hkrati že goltajo. To je tisto, kar je bolezensko in lahko rečemo, da je zasvojenost bolezen volje, bolezen svobodne volje. Včasih ne morem hoteti, je en rekel moj zasvojenec. Točno v nulo povedal. Takrat, kadar se to aktivira, mi imamo, tako bom rekla, za lažje zapomniti. Bom povedala po angleško, rečejo hungry, angry, lonely, tired. Se pravi, lačen, jezen, osamljen, utrujen. In če gledaš prve črke, halt. Ne? Da si lažje zapomniš. Kadar se to zgodi, nadzor popusti, možganska skorja nima več komande in ti greš direkt v tisto, kar veš, da ti škodi. Se pravi, zasvojenci se ne lažejo, se ne zgovarjajo, ne iščejo alibi, ampak konkretno povejo, da res ne morejo sami nehati in da rabijo pri tem pomoč pri okrevanju. In če jih razumemo, jim lahko pomagamo, nič jim ne pomaga, če jih strašimo, če jim grozimo, če jim postavljamo pogoje, da pa se, če jih razumemo in če postavimo program tako, da oni lahko mu sledijo. To delam že 25 let in povem, med psihiatričnimi boleznimi je zasvojenost najbolje ozdravljiva. Da povem še kaj pozitivnega. Torej, problem pri zasvojenih je, da drugače mislijo. Njihovi možgani so spremenjeni. Drugače mislijo že to, da si, recimo, imajo, temu rečemo hlepenje. Hlepenje ni samo zelo močna želja. Hlepenje je neubranljiva želja. Ne? Zakaj? Zato, ker ne hlepimo z tem delom. S tem delom si želimo, s tem delom pa hlepimo. Ta del se ukvarja s preživetjem. In če tukaj si nekaj želimo, to pomeni, da čutimo, kot da bomo umrli, če tega ne dobimo. In seveda ljudje tako čutijo, se ne morajo ustaviti. To je tisto, kar se zgodi, kar loči zasvojene ljudi od nezasvojenih. To bom probala razložiti na preprostem primeru, ki ga imate vsi doma, in sicer na vaših računalnikih in telefončkih. Pred kakšnim letom sem hotela, nekaj mi pičlo, in sem si hotela kupiti kamin na bioetanol. Tako se mi je zdelo fajn. In sem to vpisala enkrat v Google. In sem malo pogledala, kaj mi je dalo ven. Tisto. Eno leto ne morem odpreti pošte, ne da bi dobila reklamo za kamin za bioetanol.
Videti ga ne more več. Poznate. Ne? Se pravi, elektronska pošta ima sposobnost, ki so jo seveda dizajnirali po človeški podobi, da tisto, kar mi pogosto kliknemo, samo ponuja kot reklamo. Naši možgani tudi imajo to sposobnost. Dokaz za to je, se spomnite, kako je bilo, ko ste šli prvič plesati. Ne? Vsi ti koraki zaklikali, ali pa ko ste prvič sedli v avto in probali, kaj je zdaj, kje je zdaj sklopka, kje je zdaj volan, kje je zdaj kaj šalter. In pa čez nekaj časa se usedeš v avto, se pripelješ do Ljubljane, niti ne veš, da si vozil, ker mest klepetaš celo pot. Tvoje telo samo vozi, brez kakršnega koli. Spomniš se sam, ko prideš na svoj odcep ali pa če se na cesti kaj dogaja. Drugače pa lahko klepetaš celo pot. Ja? Se pravi, naši možgani imajo sposobnost avtomatizirati vedenje, ki ga pogosto ponavljamo. Zdaj vas pa vprašam, koliko časa ne bi smeli voziti avto, da bi pozabili, kako se vozi avto? Ali pa, koliko časa ne bi smeli plavati, da bi pozabili, kako se plava? No, to je odgovor na vprašanje, koliko časa traja zasvojenost na možganskem nivoju. Čez koliko časa se lahko hecaš z alkoholom, če si bil alkoholik? V tem življenju ne več. Možgani so jo spomnili, jaz imam primer, enega gospoda, še po Ruglu smo bili. 20 let je abstiniral od alkohola, urejena družina, zrihtani, otroci že odrasli. En otrok je bil tam 20 let star, ga sploh ni videl pijanca. In ga je šel v Rugl pohvaliti na 20. obletnico abstinence. In a ni šel ta hudič sprobati. Vse je šlo. V enem tednu je vse šlo in nikoli več se ni pobral. Jaz sem to videla na lastne oči in ni se zahecati. Tako je to. Se pravi, v možganih se nekaj naredi, kar je definitivno. Naredi se bližnjica za določena vedenja, ki se ponavljajo. Kakšna so ta vedenja? To imam jaz v angleščini, ker zdaj prevajam to knjigo v angleščino. Ampak recimo, to, da te najprej nekaj boli in potem ti probaš nekaj narediti, da te ne bi bolelo. Bodi si kaj pojesti, bodi si se z nečem potolažiti. In kot posledica, ker to ni rešilo problema, se nekaj nabere. Ali se zrediš, ker si preveč pojedel, ali se napiješ, pa je zaradi tega kaj narobe. Imaš posledice in te posledice spet povzročijo to bolečino. In gremo v krog. Vsak krog, ko ga narediš, je malo slabše. In lahko si mislite, da povprečno, zdaj bom govorila o alkoholizmu, ki ga mogoče najbolj poznate okoli sebe. Povprečen alkoholik, ko pride na zdravljenje, 10 let pije. Ali pa 10 let vemo, da ima problem. Prej ga je pa skrival. A si predstavljate, kolikrat v 10 letih je šel ta krog? To je to. To je zasvojenost. In to ne moreš kar tako odmisliti. To je resen problem, zato temu rečemo bolezen. Zato, da ljudem lahko razložimo. Ti si tle, pa imaš bolezen. Ne pomeni, da si ti slab, ne pomeni, da si ti nesposoben, da ti ne moreš narediti tistega, kar vsi drugi lahko. Gre za to, da imaš bolezen in bolezen potrebuje zdravljenje.
To sem pa že povedala, ne, da živimo v kulturi, ki podpira zasvojenost. To sem zdaj samo tele faktorje še enkrat omenila. Tako da zdaj lahko gremo naprej na te zasvojenosti z delom, denarjem, tveganjem, zapravljanjem, kopičenjem, odlašanjem, vsem tem, kar mi lahko počnemo z delom, da s tem svojo notranjo tesnobo reguliramo. A je mogoče na tej točki kakšno vprašanje glede tega, kar sem povedala na splošno o zasvojenosti? Če ne, bo tudi še na koncu možnost vprašati, ampak mogoče sem kakšno stvar premalo pojasnila, pa bi radi še kakšno dodatno pojasnilo. Imamo čas za kakšno? Je bilo jasno? Prav. Tu sem naštela nekaj oblik zasvojenosti, ki imajo veze z delom, denarjem, zadolževanjem, tveganjem. V raznih oblikah in kombinacijah. Patološko hazardiranje, se pravi ne tisto, ko greš malo za rekreacijo, ampak tisto, ko greš, da boš podvojil denar, ki si ga zbral za, ne vem, šolanje v tujini. Zasvojenost z delom, je pojasnila, se pravi, z denarjem, ko imaš lahko bodi si kopičenje ali pa odrekanje, tako kot smo rekli pri hrani, lahko bodi si imaš preveč, ali pa misliš, da lahko brez tega živiš in greš v drugo skrajnost. Zasvojenost s tveganimi poslovnimi odločitvami in z nakupovanjem. Da vam bo lažje razumeti, bom rekla tako, denar je moč, čas je denar, to sami rečemo, denar, delo, čas, to so viri. Viri, vsi imamo 24 ur na dan, pa eni rečejo, da nimajo časa, eni ga imajo tako, da ne vejo, kaj z njim. Kako mi z viri razpolagamo, odraža to, koliko sami sebe cenimo. Če sebe ceniš, ne zamujaš in tudi ne pustiš, da bi kdo zamujal takrat, ko je zmenjen s tabo. Zato, ker je tvoj čas nekaj vreden. So pa ljudje, ki ne čez vseeno, ali pridejo zdaj, ali pa jutri, zakaj bi pa poklical, vse si tam. Se pravi, izražajo s tem vedenjem nek odnos do dela, odnos do časa, odnos do tveganja, odnos do drugih ljudi, odnos do sebe. Vse se tukaj nekako na odnose zbere. Potem sem pa to gugalnico, pretiravanje in pomanjkanje, hotela vam predstaviti v tej tabeli, da boste razumeli, da obe skrajnosti sta bolezenski. Da ni samo preveč dela problem. Da je problem, recimo, kaj bi bilo na drugi strani deloholizma? Klošarji. Večina jih izbere. To niso nesrečniki, ki nimajo kje stanovati. Večina njih si je izbrala tak način življenja. Iz nekih svojih razlogov. Takih ali onakih, ampak to je izbor. Potem tudi druga skrajnost dela je danes zelo aktualen burnout sindrom. Sindrom izgorelosti. Ljudje garajo, že davno smo čez tiste olimpijske, hitreje, više, močneje, kje so pa meje za ljudi, obstajajo meje, ki jih naši šefi ne upoštevajo, ker vsak let daje 10% večjo normo, pa snaži se. In potem ljudje, rekla, simbolično tečejo za tistim vozom, ko Francka od Cankarja,
in na neki točki se jim trga in ne morejo več, ampak ne morejo več za 2 leti. Ne morejo vstati iz postelje, ne morejo žlico prinesti k ustom. To je sindrom izgorelosti, ko telo tako izčrpamo, da ne moreš praktično niti zase skrbeti in ti ljudje so hudi invalidi. Ok, pa začnimo z igrami na srečo. Boljš bi bilo rečeno na nesrečo. Igre na srečo naj bi pomenile, da ne obstaja neka sposobnost, ki bi jo nekdo lahko imel, da bi zmagal v tej igri, ampak gre za naključje. Vsi verjamemo, da gre za naključje, razen hazarderjev. Hazarderji so prepričani, da vejo sistem, kako bojo premagali igralnico. Potem jih lahko prepoznate. Ko pride kdo k vam pa reče, lej, posodi, sam zdajle, danes popoldne, vem sigurno, bo un avtomat bo dal, zato ko ga opazujem že 2 meseca in danes bo tisti dan. Sam ne mu posodi. Nikoli več ne boste videli. Se pravi, hazardiranje je bolezensko vedenje, ki ga nekdo izraža, pa ima veze s tveganjem, oziroma koliko tveganja si človek lahko privošči. A je to tveganje, če si vzameš 20 evrov, pa greš pa jih zapraviš, pa ko jih zapraviš, greš domov, pa rečeš, kot smo se pa imeli. Ali je to, da ko zapraviš 20 evrov, si greš posoditi, greš na bankomat, pa greš v minus, pa greš še tam kakšnim proti pod mizo posodijo za hude obresti, pa prodaš uro, pa avto. Ne? Bistvena značilnost hazarderjev je, da ne morejo nehati igrati, dokler imajo sploh še dostop do kakršnega koli denarja. Oni nehajo samo takrat, ko jih fan vržejo ali pa ko ni več denarja, da bi igrali. In to je veliko pozneje, kot bi nehali. Zato so tudi dolgovi veliko večji. Če posodite denar hazarderju, takemu, ki je zasvojen, je tako, kot da bi pijancu dali flašo ali pa narkomanu šus. S tem omogočate njegovo bolezen in mu škodujete, čeprav bo on po kolenih prosil in se po tleh metal in preprečeval in obljubljal vse živo, lahko je obljubice ne bo izpolnil. Mogoče je pri hazardiranju še najbolj jasno, da je to nekemična zasvojenost. Pri tem pa lahko se zdaj vprašamo, razen tistega, kar se zgodi v možganih, kar sem rekla, zakaj se ti ljudje obnašajo, kot da so pijani, zadeti, čudni, kaj je narobe z njihovim mišljenjem? V resnici imajo, temu rečemo, uradno, neuradno zadeti, uradno pa rečemo temu spremenjen način mišljenja, drugo stanje zavesti. V možganih nastajajo kemične substance. Vi ste vsi že za to slišali. Veste, da nastaja adrenalin, kadar ste živčni. Veste, da kadar imate dojenčka v rokah, ta prvič, da ste preplavljeni s tako imenovanim hormonom ljubezni ali oksitocinom in da je to vse mehko in krasno in lepo. Kot da bi bil malo pijan. Veste, da v glavnem, ta glavna droga, ki vpliva na nastanek zasvojenosti, je tako imenovan dopamin. In ta nastaja v možganih. Vsi ljudje imamo dopamin v možganih.
Možgani so narejeni iz živčnih celic. In recimo, da je to ena živčna celica, to je pa druga, ki gre naprej. In tu vmes se stakneta takole. In tukaj vmes je ena špranja. In to dvoje ne komunicira z elektriko, ampak skozi to špranjo, od tega živca v tega, grejo taki mali mehurčki polni dopamina. In tako delujejo možgani vsakega človeka. Se pravi, če se ti naučiš nekaj narediti, da se ti mehurčki bolj delajo, bolj intenzivno, bolj, če to možgane naučiš, ker možgani se naučijo čisto vsega, kar ponavljaš, potem se ti praktično imaš notranji vir svojega omamnega sredstva. Dopamin je 1000-krat bolj potenten kot heroin. Kar pomeni 1000-krat manjša doza ima isti učinek. Dopamin je v tabletah za Parkinsonovo bolezen, levodopa. In v nekaterih zdravilih, ki jih dajemo otrokom z motnjo pozornosti. ADHD. Velike doze so. To je kemikalija, ki povzroči, ne, če imate otroka z motnjo pozornosti in veste, kaj jim naredi, ko vzamejo tisto tableto, postanejo bolj umirjeni, postanejo bolj tako cool in možgani se jim kar odprejo. Dokler tableta deluje, potem pa se spet nazaj. To naredi dopamin in to imamo mi v svojih možganih. Vsak ima svojega dilerja sabo. In tako delujejo vse nekemične zasvojenosti, da tega notranjega dilerja zbudimo in ga naučimo, da nam dela tisto, kar hočemo. Dobro. Kdaj lahko rečemo, da gre za zasvojenost? Več je znakov, pa govorijo zdravniki o patoloških igralcih ali pa problematičnih igralcih. To je samo stopnja v razvoju. Bistvo je, da nekdo, ki je zasvojen s hazardiranjem, ne neha, ko je zadev, ampak neha, ko mu je zmanjkalo denarja. Da naredi praktično vse, da bi si denar izposodil. Da, če ne more igrati, je popolnoma iz sebe. Da bi zato lagal, kradel in svojo lastno družino ogoljufal. Da bi prekršil zakon. Ukradel denar, ki, ne vem, zaklene blagajno in zaklene službo, moral bi nesti izkupiček na banko, vmes pa malo še skoči v igralnico, da bi podvojil izkupiček. Pa gre. To je patološko igranje. Vsi vemo, da se to ne dela in da bo imelo posledice, ampak njega to ne ustavi. To so sprav problematični igralci in patološki igralci. To je samo stvar, koliko teh znakov imaš. Ampak oboje je izguba nadzora. Zasvojensko hlepenje je tisto, kar sem vam prej razlagala, da je tisto, če ne bom zdajle šel igrati, bom umrl v naslednjih 3 minutah, kar se ne bo slišalo. Ko so slikali možgane, zdaj imamo taka slikanja, ko že lahko na sami sliki možganov vidimo, kateri predeli možganov so aktivni, kateri ne. In ko so slikali možgane igralcev na srečah hazarderjev, so bili isti predeli aktivni, kot pri tistih, ki so si vbrizgavali heroin. Za razliko od tistih, ki so recimo gledali neko televizijo nekaj nevtralnega, ki so imeli čisto drugače svetovne možgane. Se pravi, podoben proces se dogaja,
s tem, da ni zunanje droge, ampak je notranje. Za vas ne tako važno, to so samo dokazi, ki so jih razne fakultete na svetu pač zbrale, čemer dokazujejo, da gre za pravzaprav tudi pri nekemičnih zasvojenostih za kemične zasvojenosti, samo da kemijo ne damo od zunaj, ampak od znotraj. Pogostost. Tole je pa zdaj zelo, zelo pomembno tudi za vas. Zaradi tega, ker gre za do 3% vseh ljudi. Če, jaz sem nekaj imela, sodelovala z Loterijo Slovenije, pa je, da čez 65% vseh Slovencev loto igra, kombinacija. Če jih toliko igra, to pomeni, če je Slovencev 2 milijona, 65%, ajde rečemo, čez palec 1.200.000 ljudi igra. Če je od tega 1%, je to 120.000. Če je to 3%, zračunajte. Alkoholikov imamo v Sloveniji uradno 200.000. Se pravi, hazarderjev bi lahko bilo dvakrat več pri taki izpostavljenosti. In izpostavljenost je velika. To so pa podaški za Goriško. 7 do 8%, ne 3%, med dijaki. To je bila študija iz leta 2010, ki so jo naredili na šolah na Goriškem. 14% pri nekaterih tam mladih. To je družbeni problem. To ni več problem ene družine. In to se dogaja pri vas. To je za celo Slovenijo. Med dijaki je problem 4-krat večji kot pri ostalih ljudeh. To so naši mladi, ki se bojo naučili, da ko enkrat si patološki hazarder, greš na obrobje družbe. Nikoli več ti ne morejo zaupati denarja, nikoli več ti ne morejo samega pustiti. Nikoli več, karkoli boš zaslužil, naredil, boš nesel v kazino. Veste, kdo je bil najbolj znan patološki hazarder, da mi vemo v zgodovini? Nikola Tesla. Genialen tip. Ja? Večkrat v življenju je imel, on je imel take patente, da, za elektriko, prosim lepo. Večkrat v življenju je imel $1 milijon v rokah, umrl je sam, osamljen, brez denarja, nek sponzor mu je plačal eno sobo v hotelu. A je bilo to naključje ali je bilo to ključje? Je bilo to v bistvu pravilo, da tudi tako inteligenten človek, ki je dobesedno skoraj posegel po božji bradi in razumel tisto, kar mi še 100 let ne bomo razumeli, kako narava deluje, pa se mi iz tega zmazala. Zaposleni v igralništvu so tudi zelo, zelo na udaru, tudi če ne smejo igrati. Že vse veste, kako je, ko sem vas prej vprašala, koliko časa ne bi smel voziti avta. Saj se tudi voziti ne smeš, ker gledaš zraven, ko on vozi, pa se že spomniš. Se pravi, tudi če sam gledaš, si ogrožen, slej ko prej boš tja nekaj denar.
delala? Zdaj pa delo. No, ja, smo prišli do tega. Kaj mislite, kdo pride k meni pa reče, jaz sem zasvojen z delom? Žena pride. Žena pride pa prav, jaz našega sploh vidim ne več, otroci odraščajo brez očeta, meni ni mar za denar, meni ni mar za vse to, kar on pravi, da mora. Jaz se bom ločila, jaz ne morem več. To ni več ničemer podobno. Pri nas, ki smo, čeprav v bolj na ta neprotestantski del, ta kultura dela, biti priden, biti deloven, je vseeno v Sloveniji zelo, zelo močna. In nam je težko razumeti, da naj bi bilo delo bolezen. Jaz se čas pohecam, jaz sem po svoji specialnosti zdravnik, specialist medicine dela. Ja, mi smo edini, ki vemo, da je delo bolezen. Vsako pretiravanje je lahko bolezen. A poznate, da lahko človek, če res pade noter, kar rečemo, v delo, čist pozabi, da bi jedel, čist pozabi, da mora iti otroka v vrtec, čist pozabi, da mora še kaj drugega početi kot delo. V tej sposobnosti samo pozabe je ključ za zasvojenost. Če imaš ti nek problem in ta problem ne znaš rešiti, potem je včasih rešitev, da greš v miselno stran od problema in se delaš, da ga ni. Seveda ima to posledice. Posledice ima na telesnem področju, ker se pač ljudje ne moremo obremenjevati preko neke mere, kolikor se lahko regeneriramo. In posledica ima v družini, ki pač otroke boli odsotnost starša. To ni treba, da on kaj naredi narobe. Že če ga ni, je to boleče. Deloholiki se izogibajo čustveni bližini. Oni bežijo v delo, zato ker delo ne joka, ker delo ne zahteva, da razloži mi, kaj je narobe, ker delo ne tečnari, ker delo noče se pogovarjati. In se lahko tam skriješ in potem, ko prineseš denar, lahko še rečeš, lahko bi bila vesela, saj ne pijem, saj delam. Telesni simptomi smo rekli, izčrpanost, glavoboli, utrujenost, omotica, ščitnica slej ko prej gre. Potem so čustveni, vzkipljivost, nemir, nespečnost, razdražljivost, pozabljanje, ne veš, kam bi sam s sabo, kadar ne delaš, ne znaš se povezati z drugimi ljudmi. Včasih slika več pove kot 100 besed. Kakšno vprašanje na delo pa na hazardiranje? Torej, niti eno ne naredimo prav, če delaš. Ravnovesje. Ravno prav vsega. Vse skrajnosti lahko človek uporabi proti sebi. Pri zasvojenosti z denarjem imaš tudi dve skrajnosti. A veste, eni ljudje, zanimivo je, včasih v moji skupini, jaz vodim skupine za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti, pa vprašam ljudi, koliko denarja bi moral imeti, da bi se počutil varnega?
Koliko? Koliko? Ja. Večina ljudi reče tam, ajde, od 2 do 10 mojih plač. Eni rečejo 10 milijonov. Zakaj? Ker se počutijo negotove. In v tem je bistvo. Ne moreš si z velik dela, z velik denarja, z velik, ne vem kaj, pozornosti drugih ljudi, z velik odnosov, ne moreš si zagotoviti občutka varnosti, če ne razumeš, kaj to je. Tukaj si bom dovolila še eno tako pojasnilo. Če bi morali ločiti ljudi, tiste, ki imajo manj problemov, pa imajo več problemov, to jih ne bi ločevali na dobre in slabe, a pa na pametne, pa neumne. Veste, po čem se ljudje najbolj ločijo? Na varno pa nevarno navezane. In to se zgodi v prvem letu tvojega življenja. Ko si še dojenček, ko se na prvo osebo navežeš, če ponavadi je to mama, ampak ni dojna. Prva oseba, na katero se navežeš, in to zdaj me mamice poslušajte, je tista, ki odloča, a boš celo življenje se počutil varnega ali ne. To je tako, kot bi v moker beton vtisnil pečat in ko se to enkrat strdi, sam še zmacola. Varno navezani, to ne pomeni, da imaš popolne starše. Noben ima popolnih staršev. Ampak imaš dovolj dobre starše. To so starši, ki imajo otroka radi, ki se zanj zanimajo, ki ponavadi poskušajo ugotoviti, kaj pravzaprav otrok hoče, ki mu ponavadi izpolnijo to ali pa nekaj pač počnejo z njim, dokler on ne nekaj jokati in tako vzpostavijo z otrokom tisti prvi odnos, iz katerega otrok razume, aha, tam zunaj so drugi ljudje in če je meni kaj potrebno, bojo oni pač nekako prišli in bojo meni pomagali rešiti. Svet je varen, vse je v redu. In potem so tisti, ki tega nimajo. Tisti se ločijo na 2 velike skupine. To boste vsi razumeli. Eni rečejo, od tistih, ki niso varno navezani, rečejo to. Ok, jaz se jokam, noben ne pride, nič se ne zgodi, ne splača se komunicirati, drugi ljudje niso važni, jaz bom sam sebi dost. In se spravijo v svoj kot in se igrajo sami s sabo. Drugi pa dobijo ravno toliko pozornosti, da vejo, da nekaj je, ampak je ne dobijo v nekem smiselnem redu. Kaj se zgodi, če nekaj, kar nujno življenjsko potrebuješ, enkrat dobiš, enkrat ne, brez vzorca? Okleneš se tizga, ker nikoli ne veš, da boš spet doma. Se pravi, ljudje se delijo na tiste, ki se od drugih ljudi distancirajo in na tiste, ki se drugim ljudem oklepajo. In cel dva sta par. Vedno se najde en tak, ki se oklepa in en tak, ki beži. Zato, ker skupaj sta jih prav. Rečejo, marriage made in heaven. Se pravi, ona ima tisto, kar me manjka. Jaz sem tisto, moš ti razvit, ne pa poročiti. In zato ljudje, ki so nevarno navezani, pa je še ena skupina ljudi, ki so pa res, ki imajo pa res velike težave, zato ker so pa nasilni do njih. Ampak to, kar sem jaz govorila o nevarni navezanosti, pomeni, da so to starši, ki so nasilni do otrok. Sam pač ne štekajo jih, ne povežejo se. Če si nevarno navezan,
potem tvoj svet ni varen. Potem tudi 10 milijonov, ki jih imaš, se bi še vedno počutil, da nimaš dost. In boš kopičil, da bi dobil občutek, da je dost, pa nikoli ne bo dost, ker ni denar tisti, ki rabiš. In isto, na drugo stran, tisti, ki hočejo sami sebi dokazati, vse jaz lahko živim brez, ne? Bojo šli v drugo skrajnost, bojo šli tam nekje, ne vem, v neke rovte koze past, brez stikov z ljudmi, kar neki, pa še vsem se ne bojo počutili varne, ker ni to tisto, kar pravzaprav rabijo. Tako, ko imaš neko, a veste, ta občutek varnosti, to je nekaj temeljnega, kar vsak rabi. In če nimaš nečesa, kar je življenjsko pomembno, potem ne moreš kar reči, jaz tega nimam, ne rabim. Ampak je to skozi te kuha, skozi, vsak dan, proti, leta in leta. In kaj ljudje naredijo? Ugotovijo, da utopi vse skrbi, v potrtih prsih obudi. In zakaj ne bi to ponavljali, če mi to pomaga? To je pa zdaj pravi vzrok za zasvojenost. Samo če bi vam na začetku povedala, bilo preveč informacij naenkrat. In tukaj je isto. Ljudje se zadolžujejo, ljudje si kopičijo denar, ljudje se bojijo denarja. Ljudje se bojijo zaslužiti, ker imajo v svoji glavi tisti, ki so bogati, so barabe. To je tako še socialistično mišljenje. Ne? Uni tam, mi smo pa pošteni, delali. Vam povem samo primer. Mlada punca, stara 26 let, stevardesa, študentsko delo, se pravi, ni redno zaposlena. Je nabrala v svoji karieri, kratki in sladki, 28 000 evrov dolga za obleke, ki so bile povrh vsega nekaj številk premajhne, kar je morala najprej shujšati. Ni nikoli oblekla. Zato, da je lahko je ostala v razmerju z moškim, ki je bil bogat, pa drugega dobrega ni bilo v zvezi z njim. In je pač dobesedno sama sebe na nek način izpostavila odnosu, ki ni bil dober zanjo, za to svojo zasvojenost. A mislite, da je to v redu vedenje? To zasvojenost z nakupovanjem ni hec. Kolikrat pa greste, čist pošten povedano, v trgovino, pa si rečete, danes sem imela slab dan, sem nekaj kupila, da sem malo potolažila. Mislim, da bomo lahko zaključiti, če ne bomo imeli sestanka tukaj. So ljudje, ki morajo pomagati drugim ljudem, ampak morajo, ne zato, ko hočejo, ampak morajo, ko se morajo vse vtakati, ko morajo biti zmeri ta prvi zraven. Ne zato, ker so dobri, ampak zato, ker ta adrenalin rabijo. Dostkrat so tudi v takih poklicih. Kje se pa pozna, da je to problem? Ko grejo na dopust, katastrofa. Probajte jim vzeti mobitel. Tako bojo vsa poročila bojo po vrsti gledali. To je v bistvu odvisnost od adrenalina, od nevarnosti. Kaj pa mislite, vsi ti,
ki skačejo gor vseh teh z jadralnimi padali, ali pa ki smučajo z nekih groznih špic pa tako naprej. A mislite, da je to v redu? Pa, mislim, šport je, ja, ampak a moraš res nekje Himalaje dol smučati, ali kaj? Razmerje tveganja in užitka imajo eni ljudje čisto drugačno narejeno, je tako. In kadar to počnejo zato, da ne bi tiste svoje notranje bolečine, jaz sem pa sam, pa noben me ne mara, da tega ne bi čutili, takrat se to lahko izrodi v zasvojenost. To so pa zato dala, ker vam bo povedala, da jaz nisem že zelo dolgo videla ambenega zasvojenka, ker imel samo eno zasvojenost. Te zasvojenosti se ponovadi kombinirajo, ena drugo spodbujajo, recimo, kaj jaz vem, hazarder, zapravi veliko denarja, se zadolži grozno, potem mora pa delati 3 službe, pa je pa z delom lahko zasvojen. In v bistvu skozi na nek način se kombinirajo in ena zasvojenost drugo podpira. Sam ena še ne bila tako huda, ampak ko se vse skupaj nameša v en koktejl, ki ga ima vsak drugačnega, potem so stvari ven iz kontrole. In pri okrevanju moramo najprej ugotoviti, kaj vse je noter v tem koktejlu, potem pa nehati. Ko jim pomagamo. Prvo tako, da jim ne omogočamo, da to nadaljujejo. Jim ne dajemo denarja za hazardiranje, jim ne vem, kaj, za nakupovanje, ja, da jim ne servisiramo njihove zasvojenosti, tako kot ne bi kupili zasvojenemu s heroinom njegove naslednje doze, a bi, ker veste, da mu boste bolj škodili kot koristili, tako velja tudi za druge zasvojenosti. Zdaj pa jaz počasi zaključila in naj vam še povem, kje boste prebrali več o tem, kar sem vam danes povedala. Če vas je to začelo zanimati, če mislite, da bi vam koristilo, da še kaj o tem zveste. Jaz sem o tem napisala 7 knjig. Tukaj imam 5 od njih, vam jih ponujam, ostale so razprodane. Knjiga Umirjenost je ta knjiga, kjer v glavnem to, kar sem danes predavala, sistematično, pa še veliko bolj obširno piše. Hkrati so pa noter tudi primeri ljudi, ki to imajo, tako da to res lahko začutite, ne samo kot teorijo, ampak kot eno zgodbo, ki se pred vašimi očmi dogaja. Knjiga Umirjenost, založba v Modrijanju je izdala, je še na voljo tukaj pri nas, jo lahko po malo znižani ceni dobiste, če ne pa tudi, če greste na mojo spletno stran, pa tam kliknete, lahko tudi naročite v doma. To je pa delovni zvezek, ki paše zraven. Zakaj? Tukaj ni dosti sam vedeti, zakaj si zasvojen, da bi bilo boljše, ampak moraš kaj spremeniti, če hočeš spremembo. V moji firmi in spletni strani se reče sprememba v srcu in točno to je bistvo. V bistvu v svojem jedru, v srcu moraš nekaj spremeniti, če hočeš okrevati od zasvojenosti. In če hočeš svoje življenje postaviti na te prave osnove. V tem delovnem zvezku so vaje, skozi katere bi naj človek šel v prvem letu, kar abstinira od svoje zasvojenosti. Vsak sam, not si pišeš in dobiš navodila, kako naprej. Priložen je pa tudi DVD z meditacijami, ker meditacija je ena od stvari, ki jih uporabljamo za zdravljenje. Potem pa še pogum, ta je druga v tej seriji. A veste, ena najbolj znanih teh krilatic, oziroma temu rečemo molitev za umirjenost, pravi: Bog podari nam umirjenost, da sprejmemo
tisto, česar ne moremo spremeniti. Daj nam pogum, da spremenimo tisto, kar lahko spremenimo. In daj nam modrost, da razlikujemo med enim in drugim. In to trilogijo umirjenost, pogum, modrost. Modrost bom še napisala, te dne sem pa že. To sem se odločila, da bom napisala. Se pravi, v tej knjigi pogum govorim pa o tistem, kar je od spodaj. O tistem, kar se je zgodilo v otroštvu, da je bilo tako hudo, da je bilo treba nekaj vzeti, da bi lahko preživel. To je pa travma in to je pa poglavje zase in predavanje zase, če vas bo kdaj zanimalo. Drugače pa pri zdravljenju uporabljamo vse, kar znamo. Individualno skupino, skupino za samopomoč, ki je drugačna od terapevtske skupine, ker ni terapeuta in se oni sami sebi en drug ne pomagajo. Potem imamo te 12-koračne skupine, mogoče poznate Al-Anon ali pa AA skupine, tudi GA, sprav Gamblers Anonymous, razne skupine za razne kemične in nekemične zasvojenosti. Po celem svetu je 2 milijona ljudi vključenih v skupine samo anonimnih alkoholikov in okrevajo 2 milijona ljudi. To je najširša in uspešno zdravljenje od zasvojenosti. Potem seveda tudi družinske skupine imamo, delamo na izboljševanju partnerstva, imamo pa tudi skrb za telo, imamo svojega trenerja za fitness in to delamo na nivoju. Da vas spomnim na moje knjige iz prejšnjega obdobja. Danes imam tukaj Sanje o rdečem oblaku, pa Zaljubljeni v sanje, te prve dve, te dve. One dve pa žal nista več na razpolago, jih ni več za dobiti. Potem pa to, kar imamo danes tudi tukaj. Zdaj bi vam pa rada še pokazala, kako najdete s prstki po telefončku mene in moje spletne strani, da lahko si o tem še kaj poslušate, preberete. Imam blog, imam YouTube kanal, imam Facebook stran, kjer objavljam te vrstne predavanja. Pa 2 spletne strani. Tako da, hvala za pozornost in če je še kakšno vprašanje, če ne bom pa še malo tukaj, če boste kupili knjigo, vam jo lahko podpišem in tudi še kakšno krajše vprašanje odgovorim prosto. Mene bi zanimalo o otrocih, ker se veliko govori o odvisnosti od interneta, telefončkov. Kakšno vaše mnenje, recimo, kdaj je najbolj nevarno oziroma kdaj je primerno, da starši dajo telefonček potem v roko otroka? Lahko mu date telefonček, ampak ne pametnega. Je razlika. Pametni telefon ni telefon, to je računalnik. Računalnik je orodje za delo, ne igračka. In s tem sem že odgovorila. Takrat, ko rabijo za delo, takrat, ko se bojo z tega učili. Pozanimajte se, to je resni problem. Ene igre so zelo, zelo nevarne. In to najbolj take, ki jih vaši otroci najbolj igrajo. Niso vse igre enako nevarne. To je posebno predavanje, verjetno, da danes ne morem tako še na to biti pripravljena, ampak to je za starše zelo, zelo pomembno, da se poučite o tem, ker ne more biti, da bojo tam mladi vedeli več od vas o tem. Včasih smo starši morali otroke naučiti, da ko gre ven v park, da se ne pogovarja s tujci, pa da ne gre z njimi v avto.
Danes pa sedijo v svoji sobi, se jih ne spraviš ven, ampak preko računalnika so povezani z celim svetom in vi nimate pojma, kdo se lahko vstopi v njihovo otroško sobo. In kaj lahko tam jih napelje, da naredijo. Jaz sem imela primer, smo punco ujeli na letališču. 17 let, jo je na hecu tip, kao da bo tam nekaj čuvala otroka v Angliji, je ukradla babici denar, pa v skupini smo imeli. Vse je vedela. Če ne bi naključno, smo jo pač odkrili, zadnji hip sneli z aviona, ko smo pogledali tistih kontaktov, tistega, ki je pisal, da ne pride, ni bilo nič več videti na telefonu. Zginili. To je resen problem in zelo nevarno. Pa to je samo eno od možnih primerov, kaj vse je. Drugač pa pejte na avtobuse, pejte na železniško postajo, pejte v katerikoli lokal. To pa mogoče kdaj drugič kot predavanje. Hvala lepa za pozornost in takrat za publika. Razidemo, bi jaz rada še bom ukradla 2 minuti časa in povedala nekaj o delovanju skupaj družin Sončnica. Letos namreč praznujemo 20-letnico, nismo več najstniki. Tako da upam. Torej, to praznovanje bomo malo obeležili junija in sicer 13.6. bo srečanje pod Lipami in 16.6. bo tukaj zahvalna maša in potem druženje in še kaj ni še točno pripravljeno. Prav prvo srečanje, ki ga imamo, bo 24.3., torej prihodnjo nedeljo, dan družine, to bo v Standrežu. Na koncu na mizici je tudi vabilo in dodatne informacije. Aprila, maja, junija pripravljamo telovadbo na prosto, tudi 5. leto, s profesorjem Aldom Ruplom. Kako izgleda ta telovadba? Dobimo se enkrat na teden zunaj, vsakokrat na različnem kraju in spoznavamo Gorico, mogoče kakšne tiste kotičke, ki jih malo manj poznamo. Torej, potem julij in avgust imamo skupaj s športnim društvom Olimpija, mislim, 7-tedensko poletno središče za glavnem osnovnošolce. Od 18. do 22.8. pripravljamo izlet v Toskano in naša gledališka skupina Oklapa pa pripravlja nov musical, Katrina, ja, ki upamo, da bo imel premiero 5. oktobra, tudi eno zelo zanimivo stvar. Če vas zanima karkoli več, smo tukaj odborniki, oziroma lahko pogledate na spletni strani sončnica.it. Sončnica.it. Hvala lepa, da ste prišli v takem lepem številu in želimo še naprej lep večer. Da se tudi ustavite tukaj, mogoče pogledate knjige.